Ja, torej vidimo to silno energijo junija, julija in potem verjetno zadeva, ki pride prehitro, je decembra 91 že razpad Demosa. Zakaj je Demos razpadel, po vašem mnenju? Zaradi osebnih ambicij, zaradi ideoloških nesoglasij ali pa zato, ker je bila osamosvojitev tisti maksimum, o katerem so se stranke lahko dogovorile? No, Demos je bil koalicija 6, nekaj časa celo 7 strank. Tudi če bi bilo vse normalno, je to izjemno naporna koalicija za usklajevanje in jo nobenemu ne privoščim. To, da je nekako funkcionirala, rekel, vsaka čast Pučniku, ki je moral veliko požreti, da se včasih ljudje niso skregali že na začetku sestanka, mnogim drugim. Ampak to ni glavni problem. Glavni problem v Demosu je bil to, da je mnogo ključnih mest v večini Demosovih strank bilo pokritih z ljudmi, ki so bili tja poslani. Danes je to popolnoma jasno, ker so tudi v tem času odkrili karte in tako naprej. Takrat pa seveda to ni bilo jasno. Mogoče se je malo kaj sumilo pa to, ampak recimo, ko smo SDZ ustanavljali, vsak je prišel, bil dobronamerno sprejet, ne glede to, kaj bil prej. Nobenih vprašanj se ni postavljalo, podobno je bilo tudi v drugih strankah. Če pa danes pomislite, da je bil recimo podpredsednik Socialdemokratske zveze Tit Turnšek. Tit Turnšek do mojega prihoda v stranko, do drugega kongresa 92, je bil Tit Turnšek podpredsednik te stranke. Potem je bil tam podpredsednik Andrej Magajna, ki ni hotel glasovati za Demosovo vlado. Ga je Jože Pučnik gledal z balkona, je videl, da ni šel glasovati, ker je bilo treba iti. In je prišel k njemu, pa je rekel, da bo ti noč glasoval za Demosovo vlado. Je rekel, ne. Ne, je rekel. Vse so dosti poraženi. In potem je bil tam nek Sergej Plahutnik. Pučnika so odstavljali še prej, mogoče se kdo spomni, se je bilo to, pol dnevnika bilo temu posvečeno včasih, na nacionalni televiziji. Pučnika so skušali odstaviti, če prej nje sploh prišlo do osamosvojitve. Potem recimo Slovenska demokratična zveza. Mislim, da je bil prvi ali drugi nacionalni listi Tone Peršak. Veno Taufer, tretji ali četrti. France Bučar prvi. Tukaj je bilo nekaj druge pa tretje lige in je bilo nekaj prve lige, teh, ki so bili poslani. In recimo za Franceta Bučarja so stvari razkrile šele pred leti. Pa še danes veliko ljudi ne verjame, da on ni bil, bom rekel, izvirni Demos, ampak je bil pač tja poslan za nalogo in je briljantno odigral. V več fazah. Pa še mnogi. Stranka, ki je imela še najmanj teh, bom rekel, direktno infiltriranih, so bili krščanski demokrati v prvi fazi. Tam bil nek Jože Vidmar, ljubljanski podžupan, pa še par. Drugače pa bilo tega tam relativno malo. Zato je ta stranka tudi, bom rekel, najbolj brez izgub preživela, tistih prvih nekaj let. Pa šel potem Edvard Stanič, pa še nekateri, ki so nadoknadili zamujeno. Ampak v tistih ključnih trenutkih, zdaj, če beremo spomine od Markoviča, vidimo, da je bil Demos prestreljen, rekel, totalno. Tam na nekem mestu Markovič piše, da je bil
ko je bil zadnjič v Ljubljani pred vojno, mislim, da je to tam 11. ali 12. junija 1991, jaz se spomnim, predsednik vlade Lojze Peterle, nekaj ministrov, tudi jaz sem zraven, smo ga čakali, najprej smo imeli neke pogovore z njim o carinah, pa to se ni dalo nič zmeniti. Potem pa naj bi nadaljevali na večerji v Vili Podrožnik, ob 8. prišli smo tja, Markoviča ni bilo, noben ni vedel, kje je. Toliko v naši obveščevalni službi takrat. Čakali smo uro, dve, eni so šli že domov, ne. Lojze je bil zelo nejevoljen. Nekar pride Markovič, ves nasmejan. Sad ćemo da nešto i pojedemo. In se ni dalo nič. Mi smo vseeno računali, mogoče bo nek kompromis, on je vendarle razumen človek, ekonomist. Ne. Ampak se je skoraj nekaj šalil, vice, so se malo spogledovali, skratka, iz tiste večere ni bilo nič. Ne. Potem se je to pozabilo. No. Potem so pa tam nekje konc 90. let šli njegovi spomini. Mogoče je kdo bral Večer je objavljal v podlistku del tega. Kje smo zvedli, ne, kje je bil takrat, tiste 2 uri. Ne. Bil je na sestanku za slovensko opozicijo. Ne. Zdaj, roko na srce, treba je reči, da ni bila cela. Ne. Bili so komunisti, ne, se pravi Ribičič in liberalci, ali karkoli so že bili, ne, Školč, ta ožja vodstva, ni pa bilo socialistov, ne, socialistov ni bilo. Žakelj tja ni šel, ne vem zakaj. No in Markovič pravi, da je on tam predlagal opoziciji, da elegantno končajo to farso z osamosvojitvijo, s katero itak ne bo nič, in s tem so se vsi strinjali. Ne. Se tako, da vložijo nezaupnico in vržejo Demosovo vlado. Ne. Je rekel, vem, da pač vi to lahko naredite. Ne. In so rekli, ja, mi to lahko naredimo. Ampak ne bi bilo pametno. Naš načrt je, da počakamo. Demos ima tukaj pač rezultat plebiscita. Tega ni možno kar tako dati za mize. 26. junija bodo oni razglasili samostojno Slovenijo, ampak to bo operetna razglasitev. To bo operetna osamosvojitev. Točno to besedo, ne, so uporabili. Kaj se bo zgodilo? Federacija bo pač zaprla meje. Nihče Slovenije ne bo priznal. Nastala bo kriza. Ljudje bodo rekli, ja, kaj pa imamo zdaj, ne? Od tega. Nekaj smo proslavljali, ni pa nič, ne? Še vedno tle Jugoslavija. Če hočem Italijo, rabim pač jugoslovanski potni list. Ne? Nekaj tednih bo Demosova vlada sama padla, so rekli Markovič. Mi bomo še malo pomagali. Bo sama padla in potem pridemo mi. In bomo rekli, ok, pač plebiscit je bil, uresničili ste ga, smo ga, ne, razglasila se je samostojna Slovenija, ampak vidite, da ne gre. Ne. Nihče nas ni priznal, izoliran smo, Demos je zavozil, ni znal pripraviti stvari, se so skozi govorili takrat, ne, travo bomo jedli, nič ni pripravljeno in tako dalje. Skratka, idealen scenarij. Ne. So rekli Markoviču, ti opravi svoj del, mi pa bomo opravili svoj del. Ne. In so začeli priprave. Ne. Zdaj, tam nekje sredi junija je prišla ven peticija proti Antonu Drobniču. Enkrat gremo iz razširjene seje predsedstva in srečamo Spomenko Hribar tam na hodniku z enim papirjem. Tole podpišite. Gledam tisto.
zahteva za odstavitev generalnega državnega tožilca Antona Drobniča, ne, ker pač ustanavlja neko domobransko organizacijo, kar ni združljivo z to funkcijo. Sem rekel, ste normalni, ne? Čez par dni bo osamosvojitev, vojna nas čaka, vi boste pa to peticijo podpisovali, ne? In je šla. Kučanovo pisarno, ne? Naprej. Mnogi so pa to podpisali, ne? Mnogi so to podpisali, ne samo opozicija. 5 ali 6 članov Demosove vlade je to podpisalo, 2 podpredsednika, zunanji minister. Ne? Ne? Par dni pred osamosvojitvijo, ne? In stvari so se začele, rekel, politično komplicirati. Ne? Zdaj, na srečo je bila vsa stvar tako blizu in toliko je bilo teh pač priprav, pa že proslav in tako naprej, da to ni zarezalo globlje, ne? Da to ni zarezalo globlje. Je bilo pa to zelo pripravljeno in se je nadaljevalo takoj po osamosvojitvi, ne? Sej, Slovenska demokratična zveza, ne, mi smo razpadli, mislim, da septembra 91. Ne. Demos se je razpustil potem v Dolskem, ne, pred novim letom, istega leta, ko ni imel več večine, ne, ker demokrati so šli ven iz Demosa in Demos tudi formalno ni imel več večine. Ne. Pol zelenih že itak prej ni glasovalo, tako da Demos je takrat v bistvu samo ugotovil, ne, samo, če preberete tisto izjavo iz Dolskega, ne, mediji v glavnem citirajo samo prvo točko, ne, je tu druga točka. Ne. V drugi točki piše, da se takoj skličejo predčasne volitve. Ker ustava je bila sprejeta, v ustavi je pisalo, najkasneje v roku enega leta morajo biti nove volitve. Ustava je bila objavljena v prvi obletnici plebiscita. In pač, ne, takrat je izgledalo racionalno. Ne. Pejmo na volitve, ni več večine, tako naprej. Ni bilo dogovora, da se kakšna druga vlada vmes postavlja, samo drugi so imeli pač druge načrte. Ne. So imeli pač druge načrte, zakon o volitvah ni bilo, ne. Ni ga bilo možno sprejeti, kriza se je vlekla, ne. Potem so prišle te konstruktivne nezaupnice in potem je ta Drnovškova uspela. Ne. Zdaj, nobena Demosova stranka ni bila več vezana na dogovor, ne, ampak kljub temu je bila to glasovanje takrat za Drnovškovo vlado, je bila zgodovinska napaka. Ne, Demos se sicer ne bi ohranil in tako naprej, ampak z tisto Drnovškovo vlado prvo se je ta, bom rekel, eleganten povratek nazaj močno olajšal. Močno olajšal. Demos je bil mrtev v bistvu, de facto, duh Demosa je bil mrtev potem, z tem, ne z Dolskim, ampak z tem, ko je vlada razpadla. Je pa res, da od Dolskega naprej Demosova vlada ni več funkcionirala. Ne. Sestali smo se na seji vlade, najprej se je začelo s prepirom med predsednikom vlade in zunanjim ministrom, ne, ki je že mislil, da on vodi vlado. In stvar enostavno ni tekla naprej. No. Mediji so pač prilivali olje na ogenj, pa neka euforija takrat obstajala, neka naivnost, ne, da zdaj smo pa samostojni, zdaj prišlo je mednarodno priznanje takrat. Verjelo se je, delno tudi jasno, da pač glavne ovire so za nami, zdaj bo Slovenija pač imela volitve, enkrat takšno vlado, drugič drugačno vlado, stvari se bodo uredile, Evropa bo tukaj, ni možno, da se kaj starega nazaj vrne. Ne, ta naivnost je bila, bom rekel, velikanska, ampak ni minilo niti pol leta, ne, so se stvari začele vračati radikalno, ne, nazaj. Čeprav se marsičesa takrat tudi nismo zavedali. Ne. Prej ste omenjali te volilne rezultate, ne, češ, da so bili tudi kasneje, ne, ta delitev, ne, tudi v svojih komentarjih večkrat to napišete,
ta rezultat, ki je bil Pučnik-Kučan, je bil potem še večkrat, ne, tudi na parlamentarnih volitvah. Zdaj, ene stvari tukaj ne smemo pozabiti. Ne. To pa je, da je na teh prvih volitvah, ne, delno svobodno bila volilna udeležba blizu plebiscitne, ne, se pravi 85 ali 90%. Skoraj vsi so šli na volitve. Potem pa to začelo padati. Je to začelo padati. Zdaj po leti 92 se je zgodilo nekaj, kar je močno vplivalo, ne, na volilno abstinenco v 3 volilnih enotah v Sloveniji, pa tega še nihče ni resno analiziral. Ustrelili so Krambergerja. Od smrti Krambergerja naprej v tistih volilnih okrajih in enotah, če pogledate rezultate, ker je on dobival več 10%, volilna udeležba drastično pade in nikoli več ne pride. Nikoli več ne pride potem na slovensko povprečje. To so pa volilne enote in okraji, kjer pomladne stranke skoraj vedno dobijo ali pa dobimo. Ne. Ampak je volilna udeležba 10, počasih 20% nižja kot v Ljubljani ali pa v zahodni Sloveniji. In ker imamo proporcionalni volilni rezultat, ima to seveda svoje drastične posledice. Tudi sicer, recimo na različnih javnih tribunah, ne, srečujemo ljudi, ki odkrito povejo, ne, odkar ni več Krambergerja, jaz ne volim. Ne. Pa nihče ni tega sociološko ali pa kako drugače analiziral. Ne. Tako to je, bom rekel, ena praktična posledica tega dogodka, ki zelo navaja na misel, da ni bil slučajen. Ne. Tudi sicer mnogi drugi. Ne. Zelo zanimivo je, kako se isti ljudje pojavljajo. Ne. Recimo, isti sodni izvedenec, ki je zdaj tole presojal Noviča, no, je presojal tudi pri uboju Krambergerja. Človek, ki je sporočil v Ljubljano, da so Krambergerja ustrelili, se piše Silvo Komar. On je bil šef mariborske Udbe takrat pred osamosvojitvijo in je žal ostal tudi v času Demosa. Ta ista oseba je tudi sporočila, da so že ujeli storilce in da je priznal. Pa ni bil na nobeni poziciji, ki bi mu dajala formalno. Ne. Spomnim se pač tiste seje predsedstva, ker je bilo malo panike razširjene, ker je takratni notranji minister povedal, da je od te osebe dobil to obvestilo. Ne. Preveč slučajev, no, da bi ne sklepali tudi na kakšne druge stvari. Zelo radikalno. No. Kdor se spomni tistih časov. Naslednja tarča sem imel potem jaz. Ne. Se pravi, so hoteli dobiti v roke vojsko-obrambni sistem, ne, ki se je takrat šele gradil. Jaz osebno sem v zelo veliki dilemi, ne, takrat ali ostati v tisti vladi ali ne. Ampak tudi po nasvetu Pučnika smo rekli, pač vojske jim ne damo. Ne. Kasneje so sicer to vse dobili in razgradili in danes Slovenija praktično nima resnega obrambnega sistema, ne, ki bi ga potrebovala. Kar bo lahko imelo še preko nepredvidljive posledice, no, ampak če ostanemo pri tistem času, v nekaj mesecih, ne, se je režim postavil nazaj. Ne, v nekaj mesecih ni bilo treba nobenih dolgih mandatov in tako naprej. In ko so bile potem volitve, ne, konec leta 92, propagandni stroj mlev, Demosove stranke deklasirane, ne, z izjemo SKD-ja. Zmago Jelinčič je dobil 12%.
nov obraz, ki se je pojavil. In ta formula se je pol še veliko krat ponovila. In pol smo še, oziroma so nekateri iz pomladne strani še dodatno prispevali k temu, da se je ta volilni sistem zacementiral v ustavo in imamo pa sistem, ki omogoča vzdrževanje te preteklosti. Zdaj, za razliko od tega, kar mnogi zmotno mislijo, pač tem, ki vplivajo na mnoge stvari iz ozadja, njim ni treba, da obvladujejo celo vladno koalicijo. Dovolj je, da obvladujejo stranko, ki je jeziček na tehtnici, kar v Sloveniji ni težko. In lahko rušijo vsako vlado, vsako koalicijo. In v Sloveniji še ni bilo vlade ali pa koalicije brez takšne stranke. Tudi ko smo bili mi v vladi, nikoli ni bilo čiste situacije. In ta anomalija tistih prvih volitev se vleče naprej. Ker če bi Slovenci, tako kot so Čehi, Poljaki, tudi Hrvatje recimo, na prvih volitvah glasovali za cel parlament na podlagi enake volilne pravice, bi imel Demos ustavno večino. Imel Demos ustavno večino, bi se stvari drugače odvijale. Tudi če bi zaradi teh krtov pa to ustavno večino izgubil, bi pa še vedno imel navadno večino. Bi se stvari vsaj približno lahko, kar se tiče dolžin mandatov in pač nekih sprememb odvijale, vsaj tako kot na Hrvaškem, ko je HDZ pač nekaj časa ostal na oblasti in so stvari vseeno nekoliko bolj uravnotežene. Je pa pač tista naivnost, neznanje, dobronamernost, če hočete, samo da imamo volitve. Sej mnogi so tudi Demosu govorili, saj da imamo volitve, sej boljš, da ne zmagamo, sej kako pa bomo, pol za tem, so bili mnogi presenečeni. Ampak se je pokazalo, da ne samo na državni ravni, tudi na lokalni ravni, tam, kjer je pač Demos imel neko solidno večino, so se stvari začele zelo hitro premikati in so šle v pravo smer in so se zadeve reševale. Rekel, zelo dobro. Tako da je bila ta bojazen pretirana. Pa še nekaj, prej sem pozabil, pa to skozi leži na duši in vedno to skušam povedati. Zdaj, kar se tiče teh prvih volitev, še posebej predsedniških, a se spomnite, kako je bila cela Slovenija preplavljena z govoricami, kako je Kučan zmagal zato, ker so ga nune volili. Kamorkoli si prišel, ti je nekdo to povedal. Se pravi, nekdo je to razširil. In se je to kar, mogoče kakšna, ne vem, ampak dvomim. Jaz sem pa začel spraševati, pokažite mi eno, ki je glasovala za Kučana. In doslej v 25 letih še nihče ni nobene pokazal. Ali pa ljudje so šli od maše in so množično volili Kučana. Sem rekel, kako pa veste, so bile tajne volitve. Takrat sem jaz prvič začel sumiti, da pač to ni slučajno, da nekdo s propagando pokriva nekaj, kar se je zgodilo. In to je rekel, iz priročnika VKPB-ja. Isto so delali med drugo svetovno vojno, ko je voz ustrelila praprotnika v Ljubljani. 3 dni prej se je začelo širiti govorice, da je izdajalec. Pa se je govorili na tržnici v Šiški, pa na tržnici v Mostah in pol iz več strani prišlo. Pol, ko so ga ubili, je veliko ljudi reklo, ja, sej sem slišal, da je bil izdajalec. Približno tako, isti vzorc.